Lep pozdrav, sem Jaka Matičič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije in čast mi je, da lahko danes gostim prvega izmed številnih intervjujev, ki jih MSS pripravlja v sodelovanju s kampanjo Mladi v času epidemije. In ta kampanja je nastala na pobudo predstavnikov organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije ter predstavnikov mladih v svetu Vlade za mladino. Namen serije teh intervjujev je, da skozi oči mladih predstavimo pogled na situacijo, v kateri mladi so in kakšen vpliv na to ima oziroma bo še imela epidemija, s katero se soočamo, oziroma kako bi lahko tudi bodoče zdravstvene krize vplivale na položaj mladih v Sloveniji. Danes z mano pa v gosteh prva intervjuvanka, predsednica ene izmed organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije, lahko bi rekli tudi prva dama podmladka, Mlada Slovenija, Katja Berg-Bevc. Katja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljen, Jaka, in vsi gledalci. Super. Katja, lepo te danes imeti za gostjo, tako da majčkeno uvoda smo že naredili. Si po eni strani predsednica Mlade Slovenije, po drugi strani mlada podjetnica, zagnana mlada oseba, skratka nekako predstavljaš mlade ljudi v Sloveniji ali pa recimo vsaj en del njih. Pa me sem zanima, ko si lani aprila prevzela funkcijo predsednice Mlade Slovenije, kako si predstavljala delo v letošnjem letu, ko še nismo vedeli, da bomo imeli tako situacijo, kot jo imamo? Ja, zelo drugače, kot se je potem razvilo, zato ker jasno se mi je zdelo, da bomo imeli ogromno dogodkov, kjer se bomo lahko fizično srečevali z našimi člani, simpatizerji, ampak potem so se stvari spremenile in smo se morali znajti. To je bil potez za našo celo organizacijo, kot za mene, kako hitro se bomo sposobni odzvati in prilagoditi. Mislim, da smo se dobro znašli. In da smo tudi pokazali, da mladi smo prilagodljivi, da znamo iz vsake situacije izkoristiti nekaj dobrega pa peljati zadevo naprej, tudi na področju mladinskega organiziranja. Kako pa mogoče zdaj vidiš v tej situaciji mladinsko organiziranje, kaj vidiš kot neke ključne izzive? Si zdaj lahko pač rečemo, ja, malo se je situacija umirila, vse ni tako, kot je bilo recimo marca letos pa aprila, ko je bilo mladinsko organiziranje vse malo pod večjim vprašanjem, ampak kako se ti zdi, da smo se spopadali zdaj s tisto situacijo prej, pa kako se ti zdi, da se zdaj s to situacijo spopadamo? Kaj vidiš kot neke ključne izzive za ta čas? Ja, jaz mislim, da je seveda odvisno od vsake organizacije posebej, kako se spopada s to neko novo situacijo. Se mi pa zdi, da se lahko zelo pokaže skozi vse te recimo krize, kako smo se prej skozi življenje naučili odreagirati takrat, ko ni vse lepo, pa ni vse prav. In se mi zdi, da tukaj nas opozarja tudi na en vidik vzgoje mladih in na to, da zdaj ni vse samo mogoče v organiziranju, ampak tudi v tem, da mlade pripravljamo na življenje. Ker mogoče, ko si mlajši, so stvari lepše, ker starši doma skrbijo za tebe, niti treba biti tako samostojen še v prvih letih ali pa recimo sploh v času srednje šole, potem pa, ko enkrat prestopiš v študentska leta in sploh, ko se osamosvojiš, zaposliš, je pa treba se postaviti na svoje lastne noge. In se mi zdi, da tukaj pridejo prav kompetence zelo podobne vrste, namreč kako se boš znašel na splošno življenju in kako se boš znašel v takih recimo temu krizah, kjer pač stvari ne grejo tako, kot smo si predstavljali na začetku. Tako da mislim, da mladinski sektor na splošno se je dobro odzval. Sploh če pomislim, da je bilo zelo veliko interakcije z vladnimi odločevalci, ko se je pripravljali različne protikoronske pakete, in so se potem snovale rešitve, kako prebivalstvo vse na nek način olajšati, da preide skozi to obdobje in da se reši tudi negotovosti, kako bo z gospodarstvom potem, ko enkrat to mine, plus že takrat vmes.
Tako da mislim, da so mladinske organizacije smo bile zelo vpete v to oblikovanje zakonodaje, da smo predlagali zelo veliko stvari in da je bilo marsikaj tudi upoštevano, kar je pa na koncu tisto najvažnejše. Ok, sem videl, da sem se zamutal malo, zato se strinjam s tabo. Zdaj, meni je bilo vsekakor zanimivo, da smo bili kljub temu, da so bile take in drugačne omejitve, vsi zelo aktivni, ne? Vsi smo veliko delali na tem, da mladi, s katerimi delamo, da v njih kljub temu vlagamo, ne? Kljub temu, da je bilo, ne vem, omejevanje združevanja in tako naprej in smo jim ponudili take in drugačne vsebine. Zdaj, malo si omenila, ne, seveda tudi to, kako so se posamezni mladi odzvali na določene stvari in tudi tlele, zdaj, ko gledam, recimo, ko smo delali anketo med mladimi, ne, ki se imenuje, tako kot sem na začetku rekel, Mladi v času epidemije, so mladi ocenili, da so bili ukrepi vlade pretežno dobri, ne, se pravi 39% mladih je imelo zelo pozitivno mišljenje glede tega. Je bil pa v bistvu dosti velik procent mladih, 21%, ki je imel pa zelo negativno mnenje glede te trditve, glede ukrepov vlade, ne. Kako bi ti mogoče to komentirala? Vedno imamo v populaciji nekako ljudi, ki se bodo strinjali, pa tisti, ki se ne bodo. Tako da mene nič ne preseneča, da sta dve skrajnosti in da pač 1% je več kot druga. Bi pa rekla, da mogoče nekateri mladi se niso strinjali s tem, da so recimo kar vsi študentje dobili enak znesek pomoči od države, ker se jim je zdelo, da bi bilo bolj pravično, da bi nekako nadomestilo prišlo v skladu s tem, kolikor so tudi sami prej recimo delali prek študentskega dela, pa potem niso mogli, ko je bila razglašena epidemija in niti niso bile odprte gospodarske dejavnosti, bilo je veliko manj študentskega dela, niti se ni smeli prav veliko hoditi ven iz hiše. Tako da, po mojem mnenju, je precej nezadovoljstva prišlo iz tega. In to konkretno razdelitev denarja smo problematizirali tudi mi v Mladi Sloveniji, ampak smo potem v pogovoru z vladnimi odločevalci so nam pojasnili, da takrat je bila prioriteta ravnati, se odzvati čim hitreje, s čim manj nekimi administrativnimi zapleti in da pride ta denar pomoč čim hitreje do ljudi. Zdaj, tisti, ki mogoče malo bolj poznajo delovanje in javne uprave in tudi koliko časa traja, da se kakšne stvari obrnejo, koliko so mogoče evidence povezane, bodo vedeli, da kakor se začne deliti ljudi po nekih različnih kriterijih in računati različne zneske, ki bi komu pripadali, se stvari zelo zakomplicirajo in zakasnijo. Tako da ne vem, če bi v takem primeru že ti mladi vsi dobili neko finančno podporo, če bi se odločili za ta zelo gradiran pristop, se pravi, da ne bi vsi dobili isto vsoto denarja. Drugače pa na splošno mislim, da kolikor sem se pogovarjala z ljudmi na splošno, ne samo mladimi, so bili zadovoljni z ukrepi, pa tudi mladi. Tisti, ki so videli nekaj pozitivnega v tem, so bili zadovoljni, tisti, ki rajš jamrajo, so jamrali. Na koncu pa ne moramo reči, da vlada se ni potrudila in nekaj naredila, ne, pa vsaj pomislila na študente in mlade. Ko si glih omenila, da ste tudi vi te zneske problematizirali, me mogoče zanima, katera področja so se, mislim, predvsem glede teh finančnih pomoči, so se vam zdela problematična oziroma kaj pri samem ukrepu, ker če se spet majčkeno dotaknem tega, kar so nam mladi povedali v tej anketi, ki smo jo izvedeli v maju in juniju, so v bistvu v 47% navajali, da so se jim prihodki v času epidemije znižali, 24% mladih je pa navedlo, da prihodki niso zadoščali niti za osnovne
potrebe, ki so jih imeli. Zdaj, kaj ste pa vi, kako ste vi pri tem ukrepu postopali? Kaj so bili vaši predlogi oziroma želje? Ja, naš predlog je bil, da se dejansko povrne del potencialnega zaslužka oziroma recimo povprečje za zadnjih, mislim, da smo dali pol leta, pa potem 80% od tega, da bi dobili tisti, ki so pač delali v zadnje pol leta in s tem nadomestili nek izpad dohodka, pa tudi, da bi potem lažje pokrili tisti, ki recimo ne morejo se obrniti na starše za čisto življenjske stroške. Tako da naš predlog je šel v tej smeri, da bi se res razdelila pomoč v skladu s tem, koliko je bil nekdo priden, že prej, da bi tudi dobil potem ustrezno pomoč, da si pomaga in pokriti najemnino, hrano in tako naprej. Tako da, ja, si pa nisem predstavljala, da je odstotek tako visok. Mogoče Jaka bi te vprašala, koliko mladih je sodelovalo v tej anketi, čisto samo za občutek. Dobro vprašanje, bom preveril, da vidim. Bom jaz preveril mogoče tekom najnega pogovora, zdaj ti sporočim takoj. Ti mi pa mogoče sam malo povej zdaj, kako vi znotraj Mlade Slovenije gledate na prihajajoče dni, prihajajoče mesece, kaj mogoče kaj pričakujete in kakšni so vaši pogledi glede vašega mladinskega dela, ki ga upravljate znotraj vaše mladinske organizacije. A so kakšni strategije, ukrepi, ki jih boste zdaj imeli za to, da se izognemo mogoče spet kakšni negativni posledici, ki bi jih lahko zapiranje ali pa omejevanje združevanja in podobni ukrepi spet prinesli v jesen? Mi smo se že takrat, ko se je začelo ustavljati celo javno življenje, smo se kar hitro organizirali in začeli imeti recimo sestanke izvršilnega odbora prek Zooma, tako kot se danes midva pogovarjava, tudi razne skupince, ki jih imamo znotraj Mlade Slovenije, pa recimo se ukvarjajo z odnosi z javnostmi ali pa mednarodno sodelovanje, organizacije dogodkov, so se tudi začeli srečevati prek teh spletnih orodij za sestankovanje. Tako da to je ena stvar, ki jo bomo gotovo spet uvedli, če bo treba. Zdaj vmes, ko so se sprostili ukrepi, smo seveda se dobili tudi mi v živo, ker nam je po toliko časa zaprtih v stanovanju vseeno bilo lepo se spet srečati v živo. Seveda ob upoštevanju fizične razdalje in vseh teh ukrepov, ki so veljali. Ampak, ko bo treba, bomo spet šli na spletne platforme. Potem druga stvar, ki smo se lotili, je bila ta, da smo razmislili o tem, kako lahko fizične dogodke prenesemo na splet in pa na družabna omrežja. Tudi v času epidemije smo začeli biti bolj aktivni še na naših družabnih omrežjih, od Facebooka, Instagrama in tako naprej, tako da smo bili še bolj v stiku s svojimi člani, simpatizerji, ker smo tudi ugotovili, da veliko bolj spremljajo družabna omrežja kot pa sicer. Tako da smo vzpostavili še malo več tega stika, vsaj prek spleta, če nismo mogli fizično. Smo pa tudi začeli potem z organizacijo spletnih, recimo temo okroglih miz, tako da smo že gostili eno okroglo mizo na temo mladih, ki so bili v času epidemije COVID-19 na prvih bojnih linijah, konkretno na infekcijskih klinikah v Celju in Ljubljani. Smo imeli medicinsko sestro in pa zdravnika. Smo se potem pogovarjali z njima, kako je bilo dejansko stanje takrat, ko se je vse skupaj odvijalo. Potem smo gostili še en pogovor z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janezom Ciglerjem Kraljem, ki je tudi spregovoril o tem, kakšne
zakonske spremembe se pripravljajo, ki so zanimive tudi za mlade, ki konkretno delo od doma, da se olajša, ker se mi zdi, da je to predvsem za nas mlajše generacije še bolj zanimivo in tudi bolj spodbudno za neko usklajevanje družinskega pa poklicnega življenja. Naši načrti za naprej so pa, da tudi en del izobraževanj prenesemo kar na splet, kar pač imamo v okviru našega recimo rednega delovanja, ker smo ugotovili, da dejansko zadeva zelo dobro funkcionira. Tisti, ki mogoče fizično niti ne bi mogli priti kdaj na kakšen dogodek, si potem lahko v primeru video srečanja, video predavanja to gledajo tudi pozneje. Tako da je nekako bolj multiplikativen način, kot na ta način, da se da stvari pogledati z zamikom. Tako da mi bomo svoje delovanje seveda prilagajali situaciji, to je, se mi zdi, da ena zelo pomembna lastnost in organizacij in samih članov, pa tistih ljudi, ki potem delujemo v njih, da se ne ustrašimo ali pa da potem, ko pride nek problem, da ne zmrznemo samo, ampak da vidimo, kaj lahko naredimo iz dane situacije in iz nje potegnemo najboljše. Tako da Mlada Slovenija gre definitivno naprej po tej poti iskanja novih priložnosti. Super. To je lepo slišati. No. Jaz sem zdaj tudi v vmesnem času, ko sem mi govorila, ti še pripravil odgovor na vprašanje glede respondentov na anketo. Teh je bilo 759. Od tega majčkeno manj kot polovica mladih iz organiziranih oblik, se pravi mladi, ki so v takih in drugačnih organizacijah vključeni, in pa 426 mladih, ki niso člani ali pa članica nobenih od organizacij. Tako da to so, bom rekel tako, kar velik delež mladih, no, in se mi zdi, da je tudi vzorec neko splošno stanje zajel. Mi je pa zanimivo zdaj to, kar sva govorila tudi o tem, koliko so mladi, koliko za njih pripravljamo različne video vsebine, ker se mi zdi, da tukaj smo vse organizacije začele tudi zelo uporabljati pristope digitalnega mladinskega dela, o katerem smo mogoče zadnjih nekaj let pretežno bolj govorili, zdaj smo jih pa dejansko spravili v prakso. In tudi to, kar si ti rekla, da pripravljate za jesen, kar ste že pripravljali, je sigurno nek spodbuden trend, ker tudi v skladu s to anketo je 70% mladih recimo omenili, da so se, vsaj kar se tiče izobraževalnega dela, da so se izobraževali na daljavo. Je pa zanimivo, da verjetno to, kar ponujamo organizacije kot neformalno učenje, da je to zgolj moja hipoteza, boš ti še povedala, kaj si misliš o tem, se pravi, da te neformalne oblike izobraževanja, ki jih ponujamo, so za mlade običajno, vsaj po mojih izkušnjah, bolj zanimive, kot neke formalne, ker zanimivo je, da tudi znotraj ankete so omenili, da jih, mislim, več kot 70% mladih je izobraževanje na daljavo označilo kot manj učinkovito. In me tukaj mogoče tudi zanima, kako pa vi zdaj vidite pripravo teh video vsebin. A se vam zdi še zmeraj, da lahko za take situacije, kot je zdaj z epidemijo, res preselimo vse naše aktivnosti, vse nekaj izobraževanja, razvoj mladih, vzgojo mladih, ali lahko to vse prepustimo v bistvu nekemu delu nadaljavo, ali so tukaj tudi mogoče še zmeraj ključni te fizični pristopi za delo z mladimi? Kakšno je tvoje mnenje? Se mi zdi, da gotovo neka fizični stik je zelo pomemben tudi pri vsakem podajanju znanja in učenju. Ampak jasno, če razmere tega ne bodo dovoljevale v tistem času, to ne bo šlo, se bo pa potem preneslo na kakšno poznejše obdobje. Bi pa še komentirala v zvezi z neformalnim pa formalnim izobraževanjem, zakaj je zdaj neformalno tako bolj priljubljeno. Se mi zdi, da tisto, kar je treba, je pri mladih zelo pogosto nekaj, kar jih odbija, pa zato
raje grejo na neke bolj neformalne oblike. Plus še ena stvar, ki je pa mogoče neka kritika tudi našega izobraževalnega sistema, je pa potem vprašanje, kako se zdaj uporablja neke nove pristope približevanja vsebin mladim. A so zdaj v formalnih dovolj trudijo za to, oziroma a je dosti spodbud za njih, ker še vseeno, osnovno šolo je treba iti. Nihče ne bo izpisal otroka iz osnovne šole, če ne bojo zanimive ure. Medtem ko po drugi strani se moramo v organizacijah še vseeno boriti z neko zanimivostjo za vse te mlade, da nam sploh prisluhnejo. Tako da definitivno eni učitelji se izredno potrudijo za to, da predstavijo stvari čim bolj nazorno, z različnimi pristopi, ki seveda prek nekih videokonferenc morajo biti razgibani, drugače učenci odplavajo. Pri drugih pač gre malo težje. Zdaj tudi je vprašanje, kako je nekdo sprejeten mogoče z vsemi temi tehnologijami novimi, koliko se učitelji izobražujejo o tem. Mi se trudimo biti nekako v koraku s časom in tudi na tem področju poskušati nove pristope k izobraževanju in posredovanju nekih vsebin. Super. Mislim, jaz se bom kar strinjal s tabo, da je zelo odvisno od tega, kako je po en stran tisti, ki podaja znanje, osveščen o tej metodologiji in v bistvu kakšna znanja poseduje za podajanje znanja na tak način. Tako da po mojem mnenju lahko tudi mladinske organizacije tukaj naredimo še kaj za ozaveščanje tega, pa pač smo tudi na nek način pomoč učiteljem, šolskem sistemu, da jim tudi tovrstne veščine nekako približamo. Mladinski svet se že več let trudi, da bi v sodelovanju s šolami pa preko nekih vsebin aktivnega državljanstva približal določene vsebine šoli in na ta način pomagal obogatiti tudi samo izobraževanje tekom osnovne šole, srednje šole, konec koncev tudi na fakultetah. In smo tudi v lanskem letu bili zelo veliki zagovorniki tega, da je treba nekako najti v šolskem prostoru več možnosti za vsebine aktivnega državljanstva, pa zato, da se v bistvu neke metodologije, ki jih lahko mladinske ali pa nevladne organizacije pripeljemo v šolski sistem, da lahko v bistvu s temi vsebinami potem tudi učitelji gradijo na svojih pristopih z učenci in s tem sodelovanje. Kakšno je zdaj tvoje mnenje glede tudi te nekako odločitve, ki je bila sprejeta, da se oblikuje bela knjiga na področju izobraževanja, da se v bistvu znotraj tega poskuša pogledati, kako umestiti tudi neke vsebine aktivnega državljanstva oziroma neko državljansko vzgojo, ki vemo, da je včasih bila že v kurikulumih znotraj etike in družbe in podobnih predmetov, ker zdaj nekako zaradi menjave vlade in garniture cele je prišlo do tega, da so tudi ukrepi, ki jih je prejšnja vlada pripravljala, na neki točki zastali oziroma niti ne vemo, kam se zdaj trenutno premikajo. Pa me zanima tvoj pogled na to vsebino, se pravi neko aktivno državljanstvo oziroma državljanska vzgoja v šolah, pa kako lahko to približamo mladim preko nekega sodelovanja mladinskega sektorja z šolstvom. Državljanska vzgoja definitivno mora iti v šolske kurikulume. Je pa seveda vprašanje, kako se tega lotiti. Če zdaj to naredimo en blazno dolgočasen predmet, nismo nič naredili, ker mladi ne bojo potem nič rajši se učili o osamosvojitvi Slovenije, o tem, kako imamo recimo različne poglede na svet iz različnih političnih skupin, strank in tako naprej. Pa vendar je to ključno, če želimo, da so mladi sploh toliko informirani, da lahko spremljajo dogajanje v političnem prostoru, ker se mi zdi, da to zelo, zelo manjka.
pa ne samo pri mladih, tudi pri njihovih starših. Tako da jaz mislim, da s tem predmetom zamujamo 30 let. Vsaj. Tako da definitivno je to stvar, ki jo treba nekako tudi smiselno umestiti potem v šolski sistem, v srednjo šolo, ne zdaj samo v osnovno šolo, ker vemo, da konec osnovne šole so mladi stari tam 14-15 let, pa jim do volilne pravice še manjkajo 3-4 leta. Tako da tisto recimo znanje, pa potem v vmesnem času tudi lahko gre, ali pa ga niti ne jemljajo tako zelo resno, če je potem še toliko časa, da dejansko lahko ga nekako uveljavijo in sami izrazijo svojo voljo na volitvah. Tako da po mojem mnenju 3., 4. letnik tudi srednje šole spada državljanska vzgoja. Mladinske organizacije se pa lahko priključimo na način, da mogoče predstavimo svoje delovanje, konkretno politični podmladki, lahko pridemo na kakšno okroglo mizo, pa zato, ker imamo še vse z zelo različnih političnih usmeritev, politične podmladke, lahko pride na primer po en predstavnik v šolo in naredimo debato na neko temo in vidijo potem učenci zelo iz prve roke, kako funkcionirajo različni pogledi in pa tudi demokracija, ker konec koncev je demokracija točno to, da spoštujemo mnenje drug drugega, pustimo drug drugemu to izraziti in skrbimo, da smo pri tem spoštljivi, tako pri izražanju kot poslušanju. Tako da mislim, da mladinske organizacije lahko imamo neko stransko vlogo pri tem, neposredno pri izobraževanju. Zdaj, odvisno je tudi od šole, kako se bojo obrnile na nas in nas hotele vključiti. Veliko bolje pa na nas tudi še potem, v nekem prostem času mladih, da se vključimo in da jih še tam poskušamo spodbuditi, da raziščejo še več, najdejo kakšne stvari, ki jih sicer pri pouku ne bi izvedeli, da jih spodbujamo pri raziskovanju tega političnega prostora, državljanske vzgoje in to, kako se zares vključiti v družbo bolj aktivno. Okay, cool. Zdaj, malo sva naslovila, se pravi, ta vidik šolstva, malo sva tudi pogledala, seveda, kam lahko v času, ko fizično združevanje tudi ni najbolj mogoče, šolstvo gre, kje so kakšne priložnosti za razvoj, kje so kakšne dobre stvari bile tudi že narejene. Zdaj bi me pa malo zanimalo, kako pa vidiš ti trenutno nek bivanjski položaj mladih v Sloveniji, predvsem mogoče, če ti izpostavim dejstvo, da so mladi, ki nekje študirajo ali pa konec koncev hodijo v srednjo šolo, so se bili primorani v bistvu zaradi epidemije preseliti, zamenjati kraj bivanja. Opazili smo pa tudi nek trend, da so se zaradi padca turizma sprostila tudi nekatera stanovanja v večjih mestih. Zdaj, katere mogoče izzive ti vidiš na področju tega bivanjskega vprašanja, kako mogoče gledaš na to situacijo v času epidemije, kako se ti zdi, da se to odvija, pa kaj mogoče lahko še kle naredimo? Najprej mogoče glede teh selitev. Ja, dejstvo je, da je epidemija prizadela celo družbo in da če se je bilo treba preseliti iz študentskega doma domov in zdržati s svojimi starši nekaj časa, to je stvar, ki pride in je zadela celo družbo z nekimi različnimi stvarmi, ampak vsak je imel svoj delež in se je mogel s tem spopasti. Tako da preveč jokati glede tega se mi ne zdi smiselno, ker pridejo taki momenti in je treba se samo nekako pametno odzvati, videti, kako se da nekako shajati še vseeno tudi v takem stanju in potem mogoče, ko pa to mine, si pa to bolj vesel, ker lahko spet greš na svoje ali pa spet imaš svoj mir, če je bilo tako težko nekaj časa držati skupaj s celo družino.
Potem pa, kar se tiče nasplošno glede bivanjske problematike. Ja, pravijo, da zdaj je več Airbnb stanovanj recimo na trgu in da se zaradi tega povečuje ponudba. Ampak, kakor sem sama malo spremljala nepremičninski trg, se zdaj zelo nekih velikih sprememb pri cenah ni bilo opaziti. Se mi zdi, da bo pri tem veliko bolj ključno, vsa ta javna stanovanja, ki se zdaj gradijo, mislim, da nekaj več kot 2000 javnih stanovanj je v gradnji v naslednjih par letih in da bo vsaj polovica že prišla na trg letos ali pa naslednje leto. Tako da jaz takrat pričakujem malo večjo normalizacijo razmer, ker se pa strinjam, da sploh v Ljubljani je kar noro. Če se izrazim bolj v mladostniškem slengu, res kar noro, ko prideš na ta trg in iščeš sobo za, ne vem, mogoče samo garsonjero ali pa enosobno stanovanje. In če si začetnik na trgu dela, moraš kar paziti potem, kako boš prišel čez mesec svojo plačo. Ja, mislim, to je sigurno, se pravi neko samosvajanje, to, da priješ do svojega stanovanja, pa mogoče prva plača, ki jo dobiš, je nekako velik razkorak. Mislim, da v lanskem letu, ko smo delali na MSS-ju en kratek pregled najemnin v Ljubljani, pa v bistvu plač, smo nekako ugotovili, da v bistvu 3/4 prve plače ali pa neke prve povprečne plače, ki jo mladi dobijo, bi lahko zapravil za povprečno ceno stanovanja v Ljubljani. Se pravi, takrat mislim, da smo govorili o nekih številkah, okrog 600 evrov najemnine, pa 800 evrov je pa nekako povprečna neto plača potem posameznega mladega. Tako da je kar izziv v bistvu si financirati življenje v nekih urbanih središčih, hkrati, pa če živiš izven urbanih središč, je pa težava, vkolikor nimaš svojega avta, da potem prideš preko ustreznih oblik transporta do kraja, kjer nekako poskušaš si graditi kariero, študirati in tako naprej. Tukaj se strinjam, da definitivno je prostor za izboljšave, tudi kar se tiče javnega prometa. In sem vesela, da se delajo neki premiki tudi na področju infrastrukture in da se razmišlja o tem, kako narediti javni promet bolj prijazen, sploh tukaj v Ljubljani, mogoče to vozlišče. Je pa res, da mladi se tudi v vsaki situaciji znajdejo. Zdaj, če so cene recimo stanovanja 600 evrov, če si sam noter, se potem mladi znajde in reče, ok, pa bom imel recimo 2 cimra in bom namesto 600 evrov plačeval 200 evrov. To pa je že potem lažje priti čez mesec. In če rečeš na začetku, ok, bom nekaj časa pač traja, prideš do malo boljše plače, pa bom majčkeno potrpel in potem pozneje si bom pa lahko privoščil neko boljše stanovanje. Ali pa tudi vem, da recimo pri prevozih tisti, ki nimajo avtomobila, se zelo veliko uporabljajo prevozi, deljeni ali pa tudi car sharing, ampak to bolj znotraj Ljubljane. Tako da mladi se znajdejo, tisti, ki se želijo, mislim, da. Je pa tudi naloga recimo okolja in države, da spodbudi oziroma da olajša zadeve z nekim dobrim javnim transportom, da lahko nepremičninski trg res deluje brez kakšnih motenj, tako kot imamo zdaj, ker je zelo, zelo neuravnotežena ponudba stanovanj, oziroma jih je veliko preveč nezasedenih, neoddanih, po drugi strani pa ogromno enih iskalcev. Ok. Zdaj, večji del najnega intervjuja je že bil čez, zdaj bi te pa mogoče samo vprašal, ker sva naslovila bivanjsko problematiko zaposlovanja, v bistvu tudi šolanja na daljavo, nekega osamosvajanja.
Kaj se ti zdi, ali pa mogoče kako vidite znotraj Mlade Slovenije kot neke ključne prioritete, ki bi jih bilo potrebno izbrati na ravni oblikovanja nekih horizontalnih ali pa vertikalnih politik za zaščito mladih pred posledicami takih kriz, kot je bila ta, s katero smo se soočali, ali pa mogoče, če pogledava tudi finančno krizo, ki je nastopila leta 2009, kjer so mladi imeli tudi zelo veliko težavo pri osamosvajanju, ker oba veva, da osamosvajanje zajema več vidikov, tako da verjetno imate kakšne prioritete na tem področju, pa razmišljate, katera področja bi bilo ključno za urediti. Jaz bom kar nasplošno rekla, da je naš princip tak, kot pravi kitajski pregovor, da človeku ne daš ribe, ampak ga naučiš loviti ribo. Torej, to pomeni čim manj ujčkanja mladih z nekimi državnimi pomočmi, deljenja daril, od katerih so mladi samo odvisni od države in jih dejansko zadušijo njihov potencial za ustvarjalnost, za delanje. Tako da jaz bi rekla, da na področju izobraževanja in vzgoje veliko več pozornosti posvečati temu, kako se mladi znajo spopadati s čisto vsakodnevnimi problemi, ker potem bodo se tudi lažje odzvali na krize, kot je bila recimo taka, se bojo znali prilagoditi. Tako da naloga družbe pa države je, da jim da orodja, kako se zdaj spopasti s tem. Po eni strani je to gotovo tudi večja neka psihološka vzdržljivost. S tem se mi zdi, da se še precej premalo ukvarjamo. Drugače pa nasplošno tudi neka trezna glava, ko pridejo take situacije, sposobnost iskati nove priložnosti, neko podjetniško razmišljanje mogoče in pa razmišljanje nasplošno, se pravi zunaj nekih okvirov, kar radi rečemo. Tako da se mi zdi, da bolj kot neki konkretni ukrepi, kako zdaj preprečiti krize, ki ne vemo, kakšne bojo, ker življenje pred nas postavlja izzive, za katere si danes ne moramo predstavljati, da bojo prišle. Tako da največ, kar lahko dejansko naredimo, je, da smo pripravljeni na to, da lahko pride kaj slabega in da tudi vemo, kaj znamo, da imamo različna znanja, različne veščine in da se potem s pomočjo teh lahko odzovemo, kakor pač potem pritiče situaciji. Te so pa lahko zelo, zelo različne, tako da se mi zdi pa nesmiselno oblikovati zdaj neke zelo konkretne rešitve za potencialne krize. Ok, super. S tem mislim, da sva prišla do konca najinega intervjuja za danes, kjer sva skupaj pregledala vaš pogled na situacijo mladih v času epidemije. Skupaj sva odprla tudi ena ključna vprašanja, po moje, ki jih bomo v prihodnosti še naslavljali skupaj na MSS-ju z vami, organizacijami, članicami in ostalimi deležniki, s katerimi gradimo boljši jutri za mlade v Sloveniji. Jaz bi se ti na tej točki rad za vse to trenutno zahvalil. Bi te pa mogoče povabil še k temu, da za konec poveš svojimi besedami čisto lahko, kaj si želiš mladim v Sloveniji, predvsem pa kaj jim želiš v tem času, ko se nekateri soočajo s takimi ali pa drugačnimi krizami, ki so tudi posledica seveda te epidemije, nekatere pa situacije, v kateri smo mladi nasplošno, kot ena izmed ranljivih skupin, pa mogoče, z nekaj besedami res svojimi poveš, kakšno je tvoje sporočilo za nas vse mlade? Moje sporočilo je, ne se bati vsakega naslednjega dne, ampak pogumno v nov dan verjeti v to, da imate znanja, imate moč, ste mladi zelo kreativni, da najdete načine, kako se spopasti s temi težavami, ki prihajajo. Če pa kdaj še vseeno vidite, da ne zmorete sami,
Takrat pa smo okrog vas tudi mladinske organizacije, ki lahko priskočimo na pomoč, pa drugi ljudje, od prijateljev, staršev, različnih institucij, ki se ukvarjajo mogoče s kakšno psihosocialno pomočjo ali pa tudi finančno pomočjo, včasih tudi to pride, pa je prav, da se poskrbi za to, ne strani države. Tako da samo brez preveč jamranja, mogoče z malo bolj pozitivnim pogledom na svet, se zjutraj zbuditi, pa verjeti, da bo do večera vse v redu. Super, ne bi mogla bolj pozitivno zaključiti kot sva. Katja, jaz se ti zahvaljujem za to, da si bila prva intervjuvanka. Jaz sem v intervjuju užival, hvala ti za sodelovanje. Hvala pa tudi vam vsem ostalim, ki ste spremljali najin pogovor. Serija intervjujev še sledi, tako da Katja, hvala in hvala vsem, ki ste poslušali. Hvala tudi tebi, Jaka, in vsem gledalkam in gledalcem, pa seveda vabljeni vsi, da spremljate in MSS in Mlado Slovenijo pri našem nadaljnjem delu. Super, hvala. Dio. Srečno.